Glavni namen je, da rešimo to populacijo pred izumrtjem. Zdaj, zakaj se to dogaja? Risi so bili na območju Evrope v 19. stoletju še kar široko prisotni, potem smo jih pa ljudje iz večjega dela iztrebili, ostala je neka ta populacija v Karpatih in pa v Skandinaviji, ampak potem so tak bolj napredno razmišljajoči lovci in gozdarji leta 1973 pripeljali 3 pare. Se pravi 3 samice, 3 samce in to se je zelo dobro prijelo, ker pri nas je zelo primerno območje za ris, ima dovolj hrane. Ampak ker je bilo samo 3 pari, so se začelo parjenje v sorodstvu in to je pripeljalo do tega, da je začelo prihajati do izumiranja. In glavni cilj projekta je pripeljati nove živali, ki bojo svežo kri pripeljale. Dodatno je pa tukaj ena povezovalna populacija, probamo resti na Gorenjskem, da bi se povezali s populacijami v Švici predvsem, da potem na dolgi rok ne bi bilo potrebno neke nove krvi pripeljati, ampak da bi spet vzpostavili neko naravno stanje, kjer je risov dovolj, da se med sabo mešajo. Tukaj na Jelovici sta bila Cojs in Aida, sta imela tudi 2 legli, ampak približno pred enim letom Cojsa nismo več sledili, tudi nismo ga sledili na kamerah, vratnice včasih odpovejo, ampak tudi na kamerah ga ni bilo. Tako da smo rekli, da je potrebno pripeljati novega samca za to risinjo Aido, ris Lukaš, prihaja iz Slovaške in upamo, da bo uspešno nadomestil Cojsa in da bo tukaj na Jelovici se reprodukcija nadaljevala. Ja, najprej smo mogli preštimati oboro, da smo vse popravili, tisto, kar se pač malo dotraja v tem času, sneg nekaj naredi svoje, pa da smo preštimali oboro, nove sekance, pa to. Potem pa, da smo naštimali noter plin, srno, pa vodo smo. Potem smo pa tu prvi na 4 dni, potem pa na 5, ker ni več tako pojedel. Prišel je bolj lačen in je na začetku me jih več pojedel, zdaj se je pa malo umiril, zdaj pa ima kar za teden en komad.